skušajmo najti izrednega pisatelja, pesnika, da bi napisal roman o duhovnikih, odkar se je začela revolucija do danes. Manjka to v naši zgodovini, v zgodovini se že svetlika. Me je presenetila knjiga gospe Marije Čipič-Rehar, ki so jo zdali lani, 2007, Cerkev in oblast na Primorskem. Teža. Naši duhovniki, ki so se izpostavljali pod fašizem, tista sredina jih je povlekla, da jim je zameglila pogled in niso verjeli kralju. So bili siti, smo bili naveličani Italijanov, ko sliši slovensko besedo, se zdi, da smo pa rešeni. Smrt fašizmu, svobodno narodu. Logično in ne. Vsi smo približno vedeli, kaj se dogaja v Rusiji. Torej, čedermaci so duhovniki pod fašizmom. Nažalost, tudi France Beuk je bil v Trstu potem med tistimi, ki so sprejeli nov režim. Tako da, tam je en velik oblak črn, ki ga je treba tudi razčistiti. Janko Kralj deluje, govori na pogrebu nekega župnika, tam ga ovadijo in glavni vzrok, da so ga konfinirani leta 28. je bilo to njegovo delovanje v Mohorjevi družbi. To v Piccolo tam piše prav o tem, v knjigi je to bolj označeno. Je konfiniran na Lipari za 5 let. Zaročenka je bila v Ljubljani, ker se je pripravljala na to, če on bo delal doktor Korošcem. Ga odpeljejo na Lipari, čez nekaj časa zaročenka gre za njim, se poročita tam, ker sta mislila 5 let. Tam je važna točkica, ker doktor Kralj spozna italijansko opozicijo. Intelektualce, ki so bili konfinirani na otoki, ker so nasprotovali Mussolini. Z njim naveže stike, ne da bi hotel, ker Lateranski pakt intervenirajo poleg drugih, gotovo več ljudi, tudi 2 slovenska škofa in ga izpustijo. Ko je na tem, da ga izpustijo, doktor Rosselli, ki pozneje so ga ubili fašisti, ga pokliče, mu izroči 2 stekleniči skrivne pisave in ga prosi, naj pomaga, da njegova žena potom konzula jugoslovanskega jo prepeljejo v Anglijo, ker je bila Angležnja. In mu zaupa, da bosta zbežala 2 ali 3. Ali bo prišla podmornica iz Francije, ali hitri motorni čoln, mu to zaupa. Ja, pa kako meni zaupajte? Ker vam verjamemo. In to je bilo prvo srečanje teh socialistov s katoliškim intelektualcem. To so že bile zveze, ki jih je potem kralj imel zase. Ko se vrne, seveda, 2 agenta vedno zraven v Gorico, mu prepovejo, da se iz Gorice premika, mu oduzamejo potni list za 10 let, oprostite. Ni mogel več v Slovenijo, v Jugoslavijo. 10 let. Sklene, da ostane. Že na otoku Liparu piše župniku Rejcu, njegovemu prijatelju, sodelavcu in očetu, da je sklenil, da ostane s svojimi ljudmi in Rejec mu odgovori, da, ostanimo. Se vrne, deluje naprej, tudi v tem odboru in konec 30. leta doktor Besednjak, ki je vodil krščanske socialce, doktor Bitežnik, ki se je ukvarjal predvsem z gospodarskim delom, zadrugami, ki so bile zelo razvite na Primorskem, se umaknejo oni še drugi intelektualci v Jugoslavijo, ker ni bilo za zdržati. Ljudje niso dobili dela in Janko Kralj ni nikdar prejel dovoljenja, da bi vršil odvetniško službo. Deloval je pri mojem stricu kot sodelavec. Od takrat naprej odbor ga imenuje za voditelja. On prevzame to
in v odboru ima doktor Kacina, časnikarja Kemperla, duhovnika Ivana Rejca, ki ste slišali mogoče o njem, svetniški duhovnik, sociolog, filozof, globok duhovnik, župnika Stanića, doktor Teofila Simčića, Ivana Krpana, Lojzeta Sardoča, ki potem je postal menih pozneje. V tej dobi lahko rečemo, da je bila to najbolj divja fašistična doba. V Gorico pride prefekt Tiengo. To je bilo nekaj grozovitega, kaj je bil ta človek. On tako napenjal vse sile, da je moral odstopiti nadškof Sedej, ki so ga že itak 13 let morili. Je bil pa že tudi star in odpove. Za Slovence je bilo to tragično. In nastopi 3 leta strašno dobo administrator Siroti, po rojstvu Sirotič, ki je mrtrov te boge duhovnike in Slovence, da je bilo nekaj nezaslišanega v knjigi, opisuje, kako v Vatikanu Janko Kralj intervenira za to in končno ga odstavijo. V tej hudi dobi grejo že klevete okoli podeželi, da kralj ima zveze, da to in ono, začnejo sumiti. Kljub temu on dela naprej. Leta 1935 posebno Virgilišček širi to stvar, ker želi ukazovati on iz Krasa, kamor ga je Škof že davno predstavil, ker je imel probleme z doktor Ličanom. In kljub temu pritisku gre naprej. Ampak v tistem času začenja se nekaj spreminjati svetovno. Protiimperialistična fronta komunistična proti Angležem in Franciji se preimenuje v Ljudsko fronto. Tile dve stranki, narodni stranki, kakor zgodovinari omenjajo, krščanski socialci in narodni liberalci so bili res samo narodni. Kajti socialisti so šli z Italijani, socialistično italijansko stranko, in komunisti z italijansko komunistično stranko. To je treba tudi vedeti, da se pozneje razume razvoj. V tistem času Tiengo, ko doseže, da je to gre v Trst z namenom, da bo spodrinil škofa Fogarja. Luigi Fogar je bil škof, ki so ga vsi ljubili, ker je bil pravičen pastir. On je branil pravice Furlanov, Slovencev, Avstrijcev, Italijanov in branil krivice. Leta 1936, kaj se zgodi? Fašisti prepovejo v cerkvah slovenščino, slovensko petje, vse prepovedano. Takrat škof Fogar gre direktno k Mussoliniju in v Vatikan protestira. Kaj se zgodi? Paktirajo. Zberajo manjše zlo, še ne vemo, ali je bilo manjše zlo, da ostane jezik v cerkvi, tudi slovenska pesem, da duhovniki smejo govoriti slovensko v cerkvi, poučujejo katehezo, ne samo katehezo, v cerkvi, ampak škof Fogar mora zapustiti svoje mesto. To je bila huda rana za Primorsko. In takrat se mnogo Slovencev odtegnilo od cerkve. Nažalost. Vendar se je slovenščina naprej bojila. V tej dobi deluje Janko Kralj. In tako, da bom proti letu 1939 ni bilo več za zdržati, naprosijo doktor Korošca arbitražo, naj odloči za besednjakovce in te, ki so, ali za kralja, ki je bil na terenu. Doktor Korošec v Beogradu, poleg njega, je bil besednjak. Je stalno bil tam pri njih in odloči na kratko za uprit doktor besednjaka.
S tem je bilo nekako vsaj na vides vzeto vodstvo kralju iz rok, kar sta Šček in Besednjak že davno želela. To ga je zelo močno prizadelo, moralno prizadelo. V tistem času se še sama spominjam, ker nisem vedela vse te stvari, se je obrnil na prekupčevalca hiš, posestev, pol, gospoda Andrejanja, da je tam delal, dobil neko delo, da je tudi zdrževal družino in to. Moj stric Teofil Simčič mi je povedal, pravi, veš, kakšen talent je imel Janko tudi tam, on bi lahko bil milijonar, če bi hotel, kaj, ko je vse razdal tem bogim duhovnikom. Tako je bilo, jaz nisem niti opazila, da je bila kakšna sprememba, ker je on med našimi ljudmi deloval naprej. In ljudje so hodili in duhovniki so hodili k njemu, vendar razcep je že bil.